Ljudske pevke Čebelice iz Društva podeželskih žena Mirna Peč so ob svoji polnoletnosti v domačem kulturnem domu pripravile že 11. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Čebelice so v 18 letih dosegle veliko in tudi danes nadaljujejo po jasno začrtani poti. Na začetku smo bile čisto uboge, nobena ni nikjer še prej pela. Imeli smo pa učiteljico, ki nas je učila, to je bila moja sestra, prva vodja in je bila dolgo, 15 let nas je vodila. Pa smo se, najprej smo peli tako bolj sebi v zabavo, malo bolj po domače. Potem so pa po prvih nastopih se je pa pokazala potreba, da bo treba kaj boljš, ne? In potem smo pa hodile na razne tečaje, seminarije. Posebno za tretji glas. Tretji glas je najbolj pomemben pri ljudskem petju in tako da zdaj ga že kar obvladamo. Njihovo poslanstvo je ohranjanje ljudskega petja, to se reče ohranjanje kulturne dediščine. Pojemo ljudsko, brez not, tako kot so nas naučile mame, stare mame. Na tradicionalnem srečanju ljudskih pevcev in godcev so s prijatelji spet pripravile zanimiv spored. Za današnji koncert smo pripravili, mi bomo zapeli 4 pesmi, potem bomo imeli pa 5 gostov. Ljuba Janče, ona je samostojna svobodna umetnica, ona bo imela sama svoj program pol ure, potem ostali pa po 3 pesmi. Tu bodo pa ljudske pevke Rezince iz Novega mesta, pa moški iz Bizeljskega, pa bučanski ramplači, pa ljudske pevke Skorba iz okolice Hajdine. V Mirno Peč sem se rada odzvala, ker sicer pravzaprav najraje gostujem po slovenskih vaseh, kjer imajo ljudje to iskreno željo ohranjati ljudsko izročilo. Gospo Bevčevo sem pa srečala v Gornjem Gradu na posebni razstavi, kjer sem tudi nastopala in se je zdelo, da bi te pravljice, te pesmi, ki jih ohranjam iz starejših arhivov in od ljudi, želela, da se predstavijo tudi v Mirni Peči. Vedno radi nastopamo, kamorkoli nas povabijo. Tudi radi smo v dobri družbi, tam, kjer je pesem, je vedno lepo. Čebelice so v 18 letih nastopile na odrih vseh velikosti. Letno imamo približno 25 nastopov. Tu pride skoraj 2 na mesec, se reče vsak teden eden. Doma imamo na vseh prireditvah v domačem kraju nastopamo, smo nepogrešljive. Potem pa se izmenjujemo s temi, ko jih mi povabimo, so naši gostje. Potem gremo pa mi k njim, ne? Recimo na Bučki smo bili 1 mesec nazaj, danes bodo bučanski ramplači pri nas. V jeseni smo bili na Bizeljskem, so zdaj Bizeljčani pridejo, tako. Izmenjujemo si nastope. Poznane pa niso le na državni ravni, saj pogosto gostujejo tudi čez mejo. Najdlje smo bili pa na Portugalskem, ker hodimo vsako leto na Evropeado. Tu je festival ljudske pesmi in folklore na evropskem nivoju in je vsako leto v drugi državi. Tako da najdlje smo bili na Portugalskem, bili smo pa že na Švedskem, Finskem, Nemčiji. Eden od namenov srečanja ljudskih pevcev in godcev je ohranjanje ljudske pesmi pri življenju. Ja, trudimo, da bi ohranile, samo med mladimi ni tako zanimanja. Mladi bolj popevke, narodno, zabavno. Trudimo pa se in vabimo mlade, da bi kaj pomladile, ker sem jaz staramo, mi smo vse od vsega začetka in smo vse 18 let starejše, kot smo bili. Veste, ljudska glasba je ljudska, dokler jo izvajajo ljudje, torej dokler je to njihova kultura. In se mi zdi, da je po osamosvojitvi Slovenije prišel nek nov val, ko smo začeli iskati, kdo smo Slovenci, kakšna je naša identiteta in so se začele rojevati nove skupine po Sloveniji za ohranjanje ljudskega petja. Se pa pojavljajo mlade skupine, ki to zvrst spreminjajo v drugo zvrst, torej črpajo iz ljudskega izročila. Ja, jaz mislim, da počasi nazaj tudi pride v kri mladih. Tako občutek imam vsaj, da tudi mlajši rodovi bodo dovzetni tudi za ljudsko pesem. Ker je konec koncev to naša dediščina. Čebelice obljubljajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevale svoje poslanstvo. V svojih vrstah pa si želijo še kakšno mlajšo članico.